Ja, Volkswagen Transporter je zgolj prenovljen. Temu priča tudi sama oznaka 6.1, se pravi 6. generacija, prva serija popravkov. A dovolj je bilo zgolj nekaj kilometrov vožnje, da se je novi Transporter, se pravi novi Transporter, Caravelle, Multivan ali pa Bulli, pokazal v povsem drugačni luči. Avto je mnogo tišji, je v celem bolj uglajen in pa mnogo bolj lahkoten. Osnova za tako drugačne občutke v vožnji je zamenjava hidravličnega krmilnega sistema z elektromehanskim. V osnovi ta novost pomeni, da lahko inženirji krmiljenja bolje prilagodijo hitrosti. Pri nižjih je tako lažje manevrirati, pri višjih hitrosti pa je avto še bolj stabilen. Nastavitve niso več kompromisne. A bolj bistveno je, da je ta kombi z elektromehanskim krmiljenjem stopil v moderno dobo, ki zahteva vožnjo pod skrbnim nadzorom asistenčnih sistemov. Elektronika tako zmore kombi aktivno ohranjati znotraj voznih pasov, torej po potrebi tudi samodejno zavije. Električni volan pa omogoča tudi vgradnjo sistema samodejnega parkiranja, ki se zdi pri takšnem orjaku še posebej koristen. In tu je sistem, ki pravilno obrača volan pri manevriranju s prikolico. Vleka seveda velja za eno od pogostih situacij, s katero se soočijo vozniki kombijev. Izmed novih asistenčnih sistemov velja omeniti vsaj še tako imenovani Rear Traffic Alert, ki zaznava vozila pri vzvratnem vključevanju na cesto. Ta sistem se zdi izrednega pomena še zlasti pri furgonih. Avto ponuja nove občutke tudi kar se tiče pogona. Motor so namreč izdatno zvočno zadušili, kar prinese res veliko več udobja v kabini. So pa motorji v osnovi ostali povsem enaki. Inženirji so jih samo prilagodili strožjim okoljevarstvenim pravilom Euro 6D. V zagnanu to pomeni, da bo treba katalizator po novem bolj pogosto oskrbovati s sečnino. Pri vozilih, ki kupcem prinašajo denar, so potrebe vedno na prvem mestu. Kupci imajo tu res glavno besedo. We have customer feedback inside. The lights inside are too dark. So for the compartment area, for the luggage area, we develop completely inside LED lights. And also the outside the lights, the H4 headlights we have standard in the T6. Now we haven't it anymore because the customers give us the feedback it's too dark to drive in the night. So we now make standard the H7 lights. Pri Volkswagenu so ustregli tudi s podrobnostmi, kot na primer We have an electrician step which goes outside to get easier inside. We have a special floor, wooden floor, which you can mount easier your cupboard where you have your tools inside and so on. And when you sell your car, you can put it outside and make the car like it look like as you get it. You don't have to use to buy a new floor. A v končni fazi so glavne zahteve kupcev z avtomobilom povezane zgolj posredno. More and more it's important to give the customer services. The customers want to have a complete solution. If they bring their car to the garage and repair something or so, give me a new car, other car like the same so I can use it for the next time. Pri Volkswagenu gledajo tudi v prihodnost. Že zdaj vemo, da se obeta električna verzija tega kombija, toda kakšen bo T7, bo odvisno od korporativnih dogovorov. Novinec bo namreč usklajen tudi s Fordovimi zahtevami in potrebami. Globalna velikana na področju gospodarskih vozil sta namreč sklenila strateško partnerstvo. No, električni kombi bo potreboval polnilnico, kupite jo hkrati z avtom. Kam pelje razvoj asistenčnih sistemov, najbolje pokaže novi Passat. Če pa bi imeli prostor v manjši embalaži, poglejte T-Crossa. No, kakorkoli, če vam naši videi ustrezajo, vas vabimo, da se naročite na naš kanal, tako da kliknete na gumb naroči in na zvonček poleg njega.